Torej, lepo pozdravljeni v novi iz naše serije predstavitev Cek zunaj knjižnice. Danes si bomo pogledali podatkovne zbirke za študenta menedžmenta in podjetništva. Pred začetkom same predstavitve bi vas opozoril, da se danes predstavitev snema, saj bi jo radi kasneje uporabili. Prav tako bi vas opozoril, da so vaši mikrofoni za čas predstavitve utišani. Aktivirali bomo seveda po koncu same predstavitve, ko bo čas za vprašanja. V primeru, da mi želite vprašanja zastaviti že med samo predstavitvijo, pa za to lahko uporabljate funkcijo chat. Na ta vprašanja bomo seveda prav tako odgovorili po koncu same predstavitve. Torej, moje ime je Matic Bradač. V Centralni ekonomski knjižnici sem zadolžen za serijske publikacije in pa odprti dostop. V teh časih vam lahko uredim dostop do revij Financial Times in pa Economist od doma. Dobrodošla so vsa vprašanja namenjena vprašanja glede specializiranih finančnih podatkovnih zbirk za menedžment in podjetništvo. Prav tako pa v teh časih v repozitoriju Univerze v Ljubljani shranjujemo vsa najnovejša dela raziskovalcev ekonomske fakultete, ki so vam seveda potem dostopna od doma. Pa če kar začnemo s prvo podatkovno zbirko, ki jo bom danes predstavil. To je podatkovna zbirka Gwin. Gwin zagotavlja podjetje Bisnote. Gwin pa je seveda dostopen od doma preko oddaljenega dostopa. Prva funkcionalnost in seveda najpomembnejša funkcionalnost Gwina je dostop do finančnih podatkov. V Gwinu tako lahko dostopate do bilanc stanja, izkaza poslovnega izida, kot tudi do kazalnikov. Finančne podatke najdete tako v grafični, kot tudi v tabelarični obliki. Grafi v Gwinu so interaktivni, pa vam lahko zdaj pokažem, kako delujejo. Torej, recimo, če iz bilance stanja izberemo kratkoročna sredstva, vidimo, kakšen delež skupnih sredstev podjetja predstavljajo kratkoročna sredstva. Na podoben način lahko v Gwinu naredimo tudi konkurenčno analizo. To pomeni, da bilance stanja izbranega podjetja primerjamo z bilancami stanja ostalih podjetij. Isto velja za izkaze poslovnega izida in pa za kazalnike. Gwin sicer predlaga nekaj podjetij, s katerimi lahko primerjamo naše podjetje. Seveda pa lahko ta podjetja zamenjamo in izberemo svoje in potem naše podjetje primerjamo s tistimi podjetji, s katerimi želimo to konkurenčno analizo narediti. Ob tej priložnosti bi povedal samo, da lahko vse tabele iz Gwina, tako finančnih podatkov, kot tudi konkurenčne analize, izvozite v Excel. Naslednja funkcionalnost Gwina je poslovni tisk. Gwin vam omogoča, da najdete celotno bibliografsko zbirko s polnimi besedili iz slovenskih časopisov. Iskalnik člankov lahko seveda omejite na posamezen gospodarski subjekt, na posamezne izbrane osebe, na obdobje ali pa kar po vero. Tukaj tudi lahko vidite, da v Gwinu lahko najdete članke iz vseh večjih slovenskih časopisov, kot so Finance, Dnevnik, Delo, Večer, Menedžer in tako dalje. Ko enkrat najdete izbrani članek, lahko ta članek preberete v Gwinu ali pa si ga v PDF obliki prenesete na vaš osebni računalnik. Gwin ima na voljo tudi Gwin C-Matrix, kjer lahko poiščete vodilne osebe izbranega podjetja. Lahko si ogledate lastniško strukturo podjetja, tako na današnji dan. Lahko pa to lastniško strukturo primerjate tudi z lastniško strukturo v preteklosti. In pa na voljo je tudi lastniška udeležba podjetja, kjer lahko najdete lastnik katerih podjetij je vaše izbrano podjetje. V Gwinu so seveda na voljo tudi bonitetne ocene. Bonitetna ocena v Gwinu je sestavljena iz dveh delov, iz finančne bonitetne ocene in pa iz indikatorja finančne ocene. To je primer za podjetje Petrol. Torej, Petrolova bonitetna ocena je B1, kar pomeni, da je finančna bonitetna ocena dobra,
podjetju pa Gvi napoveduje dobro poslovanje v prihodnosti. Gvin ponuja tudi dinamično bonitetno oceno. Dinamična bonitetna ocena je izražena z 2 plusi, plusom, minusom ali pa 2 minusoma. Dinamična bonitetna ocena pa je ocenjena na podlagi kreditnega limita izbranega podjetja, plačilnih indeksov podjetja in pa morebitnih blokad računov izbranega podjetja. Za študente ekonomske fakultete pa je na voljo tudi Gvin Pro. V Gvinu Pro pa lahko najdete lastniške povezave, ki so predstavljene v grafični obliki. Potem si lahko ogledate, ali je vaše izbrano podjetje transakcije v državah s posebnimi režimi. Tu gre za države, ki so davčne oaze ali pa tam ni ustreznega boja proti korupciji. Vidite lahko, koliko prejemkov od proračunskih uporabnikov ima vaše izbrano podjetje. Preverite lahko, ali podjetje sodi med davčne neplačnike. Najdete lahko vsa tista javna naročila, na katera se je izbrano podjetje uspešno prijavilo. In pa preverite lahko, ali ima podjetje kaj prijavljenih terjatev. Tu so na voljo tako terjatve, ker je izbrano podjetje v vlogi upnika, kot tudi tiste terjatve, ker je izbrano podjetje v vlogi dolžnika. Za konec predstavitve Gvina bi vam pokazal še, kako lahko v Gvinu dostopate do letnih poročil. Že pri samih osnovnih podatkih o podjetju imate na voljo letna poročila. Ko jih enkrat izberete, se odpre seznam letnih poročil za slovenska podjetja. Imate na voljo tako letna, četrtletna, kot tudi polletna poročila. Ta poročila si seveda lahko prenesete na vaš osebni računalnik v PDF obliki. Imate pa seveda na voljo tudi zgodovino vseh letnih poročil. Naslednja podatkovna zbirka, ki je prav tako zagotavlja podjetje Bisnote, pa je podatkovna zbirka bonitete regije. Ta podatkovna zbirka je predvsem namenjena iskanju podatkov o podjetjih iz regije. Portal pokriva predvsem podatkovne zbirke iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in pa Srbije. Sam portal ni tako bogat, kot je Gvin, še vedno pa boste lahko našli vse tisto, kar nujno potrebujete o podjetju. To so finančni podatki, blokada računov in tako dalje. Naslednjo podatkovno zbirko, ki smo gledali, je pa podatkovna zbirka Bizi. Prek Bizija zaenkrat nimamo urejenega oddaljenega dostopa, lahko pa novice o tem pričakujete v prihodnjih dneh, tako da lahko spremljate našo spletno stran. Bizi je podatkovna zbirka, ki je zelo sorodna podatkovni zbirki Gvin. Zato še enkrat pri Biziju ne bom predstavljal vsega tega, kar sem vam pokazal že v Gvinu, ampak zgolj tisto, do česar se lahko v Biziju dostopite na bolj enostaven način, ali pa tiste funkcionalnosti, ki jih Gvin nima. Recimo v Biziju si lahko na zelo enostaven način pogledate vse tožbe proti vašemu izbranemu podjetju, kot tudi vse primere, ko vaše izbrano podjetje toži druga podjetja. Bizi ima na voljo tudi bonitetno oceno, in sicer je sestavljena iz dveh delov, iz dinamične bonitetne ocene, kjer se spremlja dnevno stanje blokad transakcijskih računov in pa insolventnostnih postopkov, ter pa finančne ocene za leto 2018 oziroma za preteklo leto, ki pa je izračunana na podlagi bilanc zadnjih 3 let. Bonitetna ocena v Biziju je podana z barvo ščita, pri čemer je temnozelena barva najvišja bonitetna ocena, temno-rdeča pa najnižja bonitetna ocena. Bizi ima na voljo tudi analizo trga. Podjetje v to analizo trga zajamete na podlagi izbranih osnovnih ali pa finančnih kriterijev. Mi smo kot osnovni kriterij izbrali tista podjetja, ki se ukvarjajo z bencinskimi servisi in pa tista podjetja, ki imajo več kot 160 milijonov sredstev. Tako smo v analizo trga zajeli 4 podjetja. Analizo trga v Biziju dobimo tako v grafični
kot tudi v tabelarični obliki. Sami podatki pa so tako v kumulativni, kot tudi v povprečnih vrednostih za posamezen izbran kazalnik. Zdaj, če gremo k naslednji podatkovni zbirki, to je Statista. V Statisti lahko najdete statistike, infografike, poročila in pa analize trga. Pri Statisti bi vedno priporočal, da uporabljate njihov izbrani iskalnik. Svoje rezultate iskanja pa na to nadaljnje omejite na statistike, poročila ali pa analize trga. Pa si lahko že pogledamo prvo statistiko, ki smo jo poiskali v Statisti. Ta statistika nam pove, kakšen je odstotek Madžarov, ki zaradi izbruha koronavirusa delajo doma, seveda po njihovi izobrazbi. Vidimo, da največ Madžarov, ki dela od doma, ima seveda visokošolsko izobrazbo. Vse statistike v Statisti bodo najprej predstavljene grafično, seveda pa si boste podatke z temi grafikoni lahko prenesli tudi na vaš osebni računalnik v Excel obliki. Te podatke boste lahko nadaljnje obdelovali na vašem osebnem računalniku. V Statisti so na voljo tudi poročila. Poročila si lahko prenesete tako v PowerPoint, kot tudi v PDF obliki. Vsa poročila v Statisti so sestavljena iz grafov posameznih statistik. Graf, ki ga vidite na zaslonu, je recimo prikaz vpliva koronavirusa na potrošnjo v Združenih državah Amerike. Vidimo, da je potrošnja v letu 2020, tako kot v letu 2019, februarja, glede na leto 2019 narasla. Vendar je bila ta rast v februarju počasnejša, iz česar že lahko zaznamo vpliv koronavirusa. Vse grafe, ki so na voljo v poročilih Statiste, lahko poiščete tudi med samimi statistikami in na ta način pridete do številk, ki jih lahko prenesete v Excel, iz katerih so bila seveda ta poročila narejena. Tretja funkcionalnost Statiste je pa dostopanje do analiz trga. Do teh analiz trga lahko dostopate preko iskanja, kot ste ga videli prej, lahko pa tudi posamezen trg izberete iz seznama na njihovi spletni strani. Mi smo izbrali trg mlečnih produktov. Ko enkrat izberemo posamezen trg, moramo izbrati državo, za katero želimo pridobiti podatke o trgu. Mi smo izbrali za mlečne produkte slovenski trg. Nato pa lahko te podatke že izvozite v Excel. Seveda pa so za vsako posamezno analizo trga na voljo tudi podatki predstavljeni v grafični obliki. To je recimo velikost trga za mlečne produkte, velikost slovenskega trga za mlečne produkte v milijonih evrov. Podatki so tako za historični, kot tudi projekcije za naslednjih nekaj let. Tu pa je še velikost slovenskega trga za mlečne proizvode, preračunanih na prebivalca. Zdaj pa, če gremo k naslednji podatkovni zbirki, to je Passport Global. Zbirka je predvsem namenjena analizi gospodarskih panog. Za posamezne gospodarske panoge lahko pridobimo statistike, lahko rangiramo posamezne države glede na velikost trga, lahko pa pridobimo tudi poročila za posamezne gospodarske panoge, za posamezne države. V zbirki Passport so na voljo tudi podatki za posamezne ekonomije, podatki o potrošnikih in pa podatki o posameznih podjetjih. Pa če se najprej pogledamo, kako pridobimo statistike za posamezne industrijske panoge po državah, torej najprej moramo izbrati industrijsko panogo. Mi smo izbrali industrijsko panogo alkoholne pijače, nato moramo izbrati posamezen produkt, mi smo izbrali pivo.
Na koncu pa moramo seveda izbrati še državo. Mi smo izbrali 3 države iz vzhodne Evrope. Med države vzhodne Evrope, vsaj po klasifikaciji pasporta, spada tudi Slovenija. Torej, izbrali smo 3 države iz vzhodne Evrope, to so Slovenija, Češka in pa Hrvaška. In za te 3 države smo že pridobili statistike o velikosti trga, o deležu gospodarskih družb na trgu posamezne države, o deležu znamk na trgu posamezne države ter o cenah na posameznem trgu. Na podoben način seveda lahko iščemo tudi podatke o posameznih ekonomskih kazalnikih za posamezne države. Mi smo izbrali kategorijo Business Dynamics. Kot statistiko pa smo izbrali prijaznost države za gospodarstvo. Ta kazalnik smo potem poskušali pridobiti za vse države vzhodne Evrope. In že smo to statistiko dobili v tabelarični obliki. Te tabele se iz pasporta seveda lahko izvozimo v Excel. Opcijo za to imamo na desni zgornji strani ekrana. In kot vidimo na zaslonu, imamo potem možnost, da celotno tabelo ali pa zgornji en izbor prenesemo v Excel. Zadnja podatkovna zbirka, ki vam danes predstavil, je pa podatkovna zbirka Fitch Connect. To zbirko zagotavlja podjetje Fitch Solutions. V zbirki Fitch Connect najdemo podatke o bankah, zavarovalnicah, podjetjih in pa o državah. V običajni situaciji je za dostop do te zbirke potrebna podpisna dovolilnica s strani mentorja. V trenutnih razmerah pa zadostuje, da mentorju pošljete e-mail z željo dostopa do te zbirke, kopijo tega sporočila pa pošljete na spletni naslov martina.petan@ef.uni-l.si. V Fitchu lahko že v kratkem orisu vidite opis izbranega subjekta, lahko poiščete lastniško strukturo podjetja, ter lahko vidite, kdo je v vodstvu in upravnem odboru izbranega subjekta. Kar je v Fitchu ključno, je, da lahko poiščete bonitetne ocene tako za države, kot tudi za gospodarske subjekte, vseh 3 največjih svetovnih bonitetnih hiš. In seveda tudi na voljo vam je tudi zgodovina bonitetnih ocen vseh 3 največjih svetovnih bonitetnih hiš. Fitch ima še dodatne funkcionalnosti, kot so recimo, da lahko v Fitchu poiščete raziskave, lahko poiščete finančne podatke. Na voljo so vam tudi novice o izbranem gospodarskem subjektu. Lahko preberete kratke povzetke teh novic, imate tudi povezave do tam, iz kjer je Fitch pridobil te novice. Kar pa je najbolj zanimivo, je pa to, da Fitch z uporabo umetne inteligence vsako novico oceni, ali je bila za podjetje pozitivna ali negativna, in potem to izriše tudi na grafikonu, ki ga vidite. Vidite, da je bilo za banko Wells Fargo v zadnjem času precej več slabih kot dobrih novic. V Fitchu pa lahko spremljate tudi izdaje vrednostnih papirjev, tako vrednostnih papirjev posameznih držav, kot tudi podjetij. Zdaj pa za tiste, ki morda še ne veste, kako lahko do teh naših podatkovnih zbirk dostopate. Torej imate 3 opcije, lahko dostopate preko mrežnika, Dikola ali pa preko naše spletne strani. Ne glede na način dostopa, se morate pred samim dostopom prijaviti. Prijavite se na način, da najprej izberete knjižnico, to je Centralna ekonomska knjižnica na Ekonomski fakulteti. Na to morate vpisati uporabniško ime, ki je vaša vpisna številka, in pa geslo. Geslo ste si izbrali v prvem vpisu v knjižnico. V primeru, da ste ga pozabili ali pa v knjižnico niste vpisani, pa lahko piše naš elektronski naslov izposoja.cek@f.uni-l.si. Torej, se bomo prvo pogledali dostop preko mrežnika. Torej, če dostopamo do podatkovnih zbirk preko mrežnika, moramo izbrati zavihek query, nato pa z iskalnim nizom ali iz abecednega seznama izberemo želeno zbirko. V Dikolu so podatkovne zbirke razvrščene po abecednem vrstnem redu. Mi smo poiskali Gwin, so najprej izberemo črko G,
nato pa iz seznama izberemo Green. In že lahko začnemo iskati v sami podatkovni zbirki. Tretja opcija pa je seveda preko naše spletne strani. V tem primeru pa morate najprej izbrati opcijo digitalne knjižnice, nato izberete podatkovne zbirke in spet izberete želeno podatkovno zbirko iz seznama na naši spletni strani. V naši knjižnici pa imamo na voljo tudi 9 besedilnih podatkovnih zbirk. Danes jih nisem posebej predstavljal, lahko pa seveda v teh 9 podatkovnih zbirkah poiščete vso znanstveno literaturo, ki jo potrebujete. Za iskanje literature iz teh zbirk imate dve možnosti. Lahko iščete v vsaki podatkovni zbirki posebej, ali pa zato uporabljate iskalnik, ki ga najdete na spletni strani Dikol in potem do posameznih člankov dostopate preko povezav z Dikola. Edina izjema je zbirka ProQuest Business Premium Collection, ki jo vidite na tem seznamu na 9. mestu. Večino člankov iz te zbirke pa ne boste našli v Dikolu, zato je bolje, da poleg Dikola uporabljate tudi iskalnik v tej zbirki. Ob tej priložnosti bi vas povabil še na 2 izobraževanja, ki bosta jutri. To je sta podatkovna zbirka za trženje in mednarodno ekonomijo in pa na predavanje ProQuest od doma, ki ga bodo izvedli predstavniki te podatkovne zbirke.